Yesterday my life was filled with rain. I said, Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. Baby, I love you. I said, Sunny, thank you for the sunshine bouquet. And Sunny, and thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now that I feel 10 feet tall, Sunny, one so true, I love you. And Sunny, and thank you for the truth you let me see. I said, Sunny, and thank you for the facts from A to Z. My love was torn like the wind-blown sand. Now, and we held hands, Sunny, one so true, I love you. I love you. Baby, I love you. I so really love you, baby. Tako, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, tukaj v veliki dvorani Izuma in gledalke in gledalci, ki nas spremljate prek spleta. Lepo pozdravljeni na drugih dnevih Kobis v Sloveniji, v katere sta nas glasbo popeljala Jana in Tim. Moje ime je Boštjan Kmetec, sem zaposlen tukaj v Izumu in bom danes vaš vodič skozi dogajanje. Dnevi Kobis nam pomagajo premostiti vrzel med dvema konferencama Kobis, vendar so več kot samo to. Kot smiselno zaokrožena celota stojijo tudi sami zase in kot smo spoznali pred 2 letoma, ponujajo veliko zanimivih razprav, prekaljenih moderatorjev in strokovno podkovanih panelistov. Letos bomo odstrli različne vidike in potenciale umetne inteligence, se pogovarjali o digitalnih storitvah, ki so vam na voljo iz obdobja vašega doma, ter raziskovali možnosti povezovanja sistema Kobis z naprednimi tehnologijami. Ob tem vse udeležence pozivam, da tudi vi zastavite kakšno vprašanje našim panelistom po današnjih razpravah. To velja tako za vas tukaj v dvorani, kot tudi vas, ki nas spremljate prek spleta, kjer v aplikaciji Zoom zato uporabite funkcijo Q&A. Preden pa se posvetimo današnjim diskusijam, pa je čas za uvodne nagovore. Kot prvega na oder vabim dr. Tomaža Boha, generalnega direktorja Direktorata za znanost in inovacije na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Gospod Boh, prosim. Hvala lepa za vabilo. Najprej, spoštovani gospod direktor, spoštovani predsednik upravnega odbora Arisa, spoštovani raziskovalci, raziskovalke, spoštovani drugi visoki gostje, spoštovani vsi, ki ste kakorkoli povezani z Izumom in z njegovimi aktivnostmi. Če pogledamo naslov današnje konference oziroma tokratnih dnevov Kobis, mislim, da je izjemno poveden. Povezovanje, digitalizacija in moč umetne inteligence.
Če lahko drugi in tretji del te besedne zveze nekako zelo jasno med seboj povežemo v kontekst sodobnih tehnologij in tistega, kar pravzaprav verjamemo, da naše področje dela žene naprej, je prvi delček tisti, ki nas, če mi dovolite, da tako rečem, ohranja ljudi. Skratka, povezanost in dnevi Kobis in vsi dogodki, ki so tudi drugače organizirani v kontekstu Izuma oziroma Kobisa, pravzaprav pripomorejo k temu, da kljub umetni inteligenci, digitalizaciji postanemo in ostanemo med seboj povezani. Skratka, da se vsake toliko srečamo, da poleg strokovnih stvari vprašamo tisto zelo preprosto vprašanje, kako si, je v redu in kaj počneš tudi drugače. Tako da jaz verjamem, da so Kobis dnevi ravno priložnost, da storite ravno to. In čeprav vidim tule gor, ko je razpored današnjega dne, je tudi temu namenjenega kar nekaj časa. Skratka, odmori za kavo in vse ostalo, izkoristite jih, da pravzaprav ohrani celoten svet digitaliziran in podprt z umetno inteligenco tudi ta človeški del. Pa vendar, dovolite, da samo nekaj stavkov, pravzaprav kaj je v zadnjem času najbolj zaposlovalo ne samo Izum, ne samo nas kot ministrstvo, ne samo raziskovalcev in tistih razvijalcev storitev umetne inteligence, ampak verjamem tudi vse nas. Zagotovo danes bo veliko govora o tovarni umetne inteligence, o tem, kar smo v letošnjem letu in pravzaprav že tudi v lanskem letu začeli snovati, letos pa je dobil bolj, kako naj temu rečemo, že definiran obraz, skratka nov superračunalnik in pa tovarna umetne inteligence kot naslednji korak razvoja tega, kar smo skupaj zastavili že pred leti z prvo vego, postavili Slovenijo na zemljevid tistih držav, ki aktivno delajo na področju superračunalništva, potem tudi z drugimi aktivnostmi umetne inteligence. Nenazadnje potrebno je povedati, da je raziskovalna skupnost izjemno močna. Univerzi v Mariboru, na Univerzi v Ljubljani, na Inštitutu Jožef Štefan imamo in na drugih institucijah imamo pravzaprav zelo močne skupine, ki so v zadnjem času, to je pa potrebno povedati, pravzaprav iz tega raziskovanja in razvijanja umetne inteligence se vse skupaj pristavili na višjo raven tudi umetna inteligenca v znanosti, torej njena implementacija, njene aplikacije v druga področja, na druga področja znanosti, kjer zaradi tega naši raziskovalci dosegate bistveno boljše rezultate oziroma se lahko lotevate problemov, katerih si pred nekaj leti zagotovo niste mogli predstavljati, da jih boste lahko pravzaprav naslovili. Ravno tako sodelovanje z gospodarstvom. Tule v Mariboru ste posebej močni z sodelovanjem z gospodarstvom. Pravzaprav jasno je, da marsikdo v gospodarstvu z umetno inteligenco, z superračunalništvom se že dobro sliši. Hkrati ima pa resen problem, kako njegov zelo izoliran problem pravzaprav rešiti oziroma ga nasloviti s temi orodji. In ravno tu ste vi za to, oziroma ste in izjemno dobro sodelujete, pravzaprav, da spravljate te teoretske raziskovalna dognanja oziroma znanja v aplikacije v gospodarstvu. In moram reči, da na ministrstvu smo izjemno veseli, zadovoljni, da imamo sodelovanje za tako raziskovalno in podporno sfero pri projektu SLIFE oziroma pri pripravi tovarne nove umetne inteligence, kajti če katerikoli izmed elementov v celotnem sistemu manjka, pač sistem oziroma projekt ne bo šel tako, kot je zagnan, tako, kot je zamišljen in tako, kot od njega pričakujejo tako v Sloveniji, kot tudi v evropskem kontekstu. Kajti potrebno je povedati, da Vega je postavila visok standard. Postavila je standard, da v Sloveniji tisto, kar je zamišljeno, kar je obljubljeno, je tudi narejeno. In zaradi tega je pomembno, da smo bili prvi oziroma
Jaz mislim, da celo prvi polno delujoči superračunalnik v prejšnji perspektivi in da bomo vsi skupaj od vas, ravno tako mi in tudi vsi ostali udeleženi dali pač od sebe, da bojo rezultati takšni, kot smo jih obljubili. Spoštovani vsi, jaz vam želim uspešen dan, predvsem prijeten dan. Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami vsemi in verjamem, da bomo tako na področju umetne inteligence, digitalizacije in ne nazadnje tudi z povezovanjem dosegli tisto, kar si vsi skupaj želimo. Tako da hvala lepa direktor za povabilo in uspešen dan vam želim. Najlepša hvala, gospod Bog, za te uvodne besede. Zdaj pa na oder vabim rednega profesorja dr. Zorana Rena, vodjo laboratorija za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Gospod Ren, prosim. Hvala lepa. Spoštovani, prisrčno dobrodošli na dnevih COBISS 2025, srečanju strokovnjakov iz knjižnic, informacijskih centrov in organizacij, ki delujemo znotraj sistema COBISS, katerega razvija in podpira IZUM. Kot predstavnik strokovne skupnosti opažam naslednje ključne izzive in priložnosti za prihodnost našega COBISS sistema. Prvič, povezovanje in sodelovanje. COBISS že danes omogoča skupno izposojo, katalogizacijo in digitalizacijo knjižničarskih virov brez fizičnih mej, kar nam omogoča IZUM s svojimi storitvami in podporo in vi kot temeljni uporabniki sistema. Drugič, digitalizacija vsebin in storitev na daljavo. Gradimo knjižnice, ki ne omejujejo uporabnika s časom ali prostorom. Digitalni repozitoriji, elektronske knjige, platforme, iskalni vmesniki. Vse to odpira nove poti za dostopnost, raziskovanje in izmenjavo. In tretjič, umetna inteligenca kot nova priložnost našega delovanja. Tema letnošnjega srečanja to jasno nakazuje. Sistem COBISS raziskuje in razvija možnosti povezovanja s tehnološkimi rešitvami in inovativnimi knjižničnimi in informacijskimi storitvami. V tem kontekstu želim izpostaviti 3 ključne vidike umetne inteligence, ki so za nas pomembni. Avtomatizacija in podpora procesov. Umetna inteligenca lahko pomaga pri kategorizaciji, klasifikaciji, priporočanju gradiv in analizi uporabe. To pomeni, da se bodo lahko v prihodnje knjižničarji še bolj osredotočali na vsebinsko delo. To je kuratorstvo, svetovanje in razvoj vsebin. Naslednje, razvoj novih orodij za uporabnike. Inteligentni iskalniki, osebnostno prilagojene storitve, semantično povezovanje gradiv in podatkov omogočajo, da uporabnik najde relevantno gradivo hitreje in učinkoviteje. Seveda ne smemo pozabiti na etične, tehnične in organizacijske razsežnosti tega delovanja. Z možnostmi umetne inteligence prihajajo seveda tudi izzivi. Zasebnost uporabnikov, transparentnost algoritmov, kakovost in verodostojnost podatkov. COBISS skupnost ima priložnost postati pionir odgovorne rabe umetne inteligence v knjižničnem sektorju. Pred nami je nedvomno razborljivo obdobje polno priložnosti. Ko digitalni sistemi kot je COBISS ne le zbirajo in omogočajo dostop do znanja, ampak postajajo pametnejši, prilagodljivejši in še bolj integrirani s svetom raziskovanja, informacij in uporabnikov. Vsem udeležencem konference COBISS 2025 želim uspešno delo in predvsem vzpostavitev novih osebnih povezav, ki naj vodijo do plodnih razprav, iskrivih idej in konkretnih korakov naprej. Hvaležen sem IZUM-u za organizacijo, našim mednarodnim partnerjem za sodelovanje in vam vsem za to, da prispevate k napredku knjižničarske in informacijske stroke v prelomni digitalni dobi. Naj bo to srečanje začetek novega poglavja z močjo povezovanja, digitalizacije in umetne inteligence.
Inženirji in znanstveniki vemo, da kdor ustvarja prihodnost, se je ne boji. Naj to velja za vse prisotne. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ren. Zdaj pa na oder vabim še našega direktorja, dr. Aleša Bošnjaka. Prosim. Spoštovani dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost in inovacije, spoštovane udeleženke in udeleženci, cenjene kolegice in kolegi, ugledni gostje. Z velikim veseljem vas pozdravljam na letošnjih dnevih COBISS, ki jih organiziramo z namenom povezovanja, izmenjave znanja in predstavitve novosti na področju knjižničnih informacijskih sistemov, digitalizacije ter umetne inteligence. Dnevi COBISS so dogodek, ki vsako drugo leto združi bibliotekarji Slovenije in letos prvič tudi iz držav, ki so del mreže COBISS.net, od koder nas lahko spremljajo preko spleta. Veseli nas, da lahko skupaj z vami odpiramo aktualne teme, ki oblikujejo prihodnost knjižničarstva in informacijskih rešitev. Ob tej priložnosti se sprašujemo, kam gremo kot bibliotekarji, kot informatiki ali kot raziskovalci in kaj nas čaka v svetu, kjer digitalizacija in umetna inteligenca oblikujeta način, kako ustvarjamo, delimo in uporabljamo znanje. Osrednja nit letošnjega dogodka je povezovanje ljudi, znanja in tehnologije. V 3 panelnih razpravah bomo skupaj z uglednimi strokovnjaki razpravljali o vlogi umetne inteligence v znanosti, o razvoju digitalnih storitev ter o možnostih, ki jih sodobne tehnologije prinašajo knjižnicam in njihovim uporabnikom. Na Institutu informacijskih znanosti si prizadevamo, da sistemom COBISS in SIGRI že več desetletij podpiramo znanstveno in raziskovalno delo. V zadnjih letih smo svojo infrastrukturo okrepili s superračunalnikom HPC Vega in slovensko tovarno umetne inteligence SLIFE, ki nam bo omogočalo še boljšo podporo raziskovalni skupnosti. Čeprav izum nenehno širi nabor storitev, ki segajo tudi onkraj knjižničnega področja, ostaja vseeno naša temeljna skrb razvoj in nadgradnja knjižnično-informacijskega sistema COBISS. Ker COBISS pomeni kooperativni bibliografski sistem in servisi, bi na tem mestu rad izpostavil izrazito kooperativno sodelovanje izuma in knjižnic članic. Sodelovanje se v svoji odlični pojavni obliki izkaže prav zmeraj, kadar se spopadamo s skupnimi izzivi, še posebej ob instalacijah novih programskih rešitev. Zato bi se vam rad iskreno zahvalil. Prav z uvajanjem novih rešitev želimo seveda še bolje podpreti vaše delo in izboljšati uporabniško izkušnjo. Dnevi COBISS niso namenjeni samo poslušanju predavanj in razprav, ampak namenjeni so srečanju, izmenjavi izkušenj in vzpostavljanju novih povezav. V času, ko se digitalni svet razvija hitreje kot kdajkoli prej, je prav oseben stik tisti, ki ustvarja zaupanje in spodbuja sodelovanje. Zato vas vabim, da se vključite v razprave, da delite svoje ideje, vprašanja in izzive. Samo skupaj lahko oblikujemo smer razvoja, ki bo služila našim uporabnikom, knjižnicam in raziskovalnemu prostoru. Verjamem, da bomo z združenimi močmi, znanjem in skupnimi cilji še naprej uspešno razvijali napredne storitve, ki bodo zadovoljile potrebe uporabnikov in prispevale k razvoju znanstvenega ekosistema. Želim vam vsem uspešen, prijeten in navdihujoč dogodek. Hvala. Tako, najlepša hvala vam za te uvodne besede. Zdaj pa je čas že za prvo panelno diskusijo.
Naslov te diskusije bo Umetna inteligenca v službi znanosti. Moderator diskusije je Dejan Valh, ki vodi sektor za superračunalništvo v Izumu. Kot vodja strokovnega sveta konzorcija HPC River je bil odgovoren za pripravo tehničnih zahtev razpisa za superračunalnik Vega. Koordiniral pa je tudi prijavo na razpis za pridobitev novega slovenskega superračunalnika in slovenske tovarne umetne inteligence Slive, o kateri bomo več izvedeli danes. Dejan, prosim. Ja, Boštjan, hvala. Hvala za to predstavitev in seveda dobro jutro. Zdaj, spoštovani obiskovalci in drage gostje, jaz bi zdaj pričel z tole prvim panelom umetna inteligenca v službi znanosti. Morda za začetek samo nekaj uvodnih besed z moje strani. Zdaj, veste, mi smo že nekaj časa v tem poslu superračunalništva in zdaj v zadnjem času lahko rečem, da se te zadevi, torej umetna inteligenca in pa superračunalništvo seveda v veliki meri zlivata in sicer umetna inteligenca je tudi zaradi računske moči superračunalnikov ali pa, bom rekel, zelo zmogljivih sistemov nekako prišla tudi med nas, ne? In zaradi tega, bomo rekli, je nam bližje, postaja bližje, medtem ko lahko rečemo, ne, mislim, da bodo gostje potrdili tukaj, da seveda umetna inteligenca v znanosti je že kar nekaj časa prisotna na več nivojih, od recimo ne vem, optimizacija kakih simulacij in tako naprej. Skratka, prav je, da najprej seveda pozdravim tukaj naše goste. Jaz bi, torej na moji levi je gospodič, ne, lahko rečem gospodič, ne, Darin Lah, on je sicer moj sodelavec tukaj na Izumu. Potem bi pozdravil naša druga dva panelista, in sicer gospoda Urbana Goloba in Jureta Brešarja. Prihajate iz Ljubljane, ne? Lepo jim je uspelo, da sta prišla pravočasno. Tako iz Centralne ekonomske knjižnice v Ljubljani. In potem skrajno levo je pa profesor dr. Domen Mongos, on je pa iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Zdaj morda samo za začetek, kako bo ta panelna diskusija potekala. Najprej bodo naši gosti tukaj predstavili svoje prispevke, potem pa vas bom povabil, da vprašate, torej vi tukaj, ki ste prisotni in pa tudi tisti, ki nas gledate preko interneta, ne, zato si dajte pripraviti kakšno vprašanje. Zdaj, če pa ne bomo imeli nobenega vprašanja, bomo pa morda vprašali kakšno umetno inteligenco, pa bomo ona postavila kakšno zanimivo vprašanje. No, skratka, ja, jaz bi potem povabil torej našega prvega govorca, Darina. Zdaj, Darin, tebi nismo dali, vidim, da imamo tole, ja, tako, ja, izvoli. Torej, Darin je razvijalec v našem sektorju za superračunalništvo. V bistvu on se ukvarja z razvojem in optimizacijo programov ter vzpostavitvijo delovnih okolij na superračunalniku Vega. Njegovo delo je usmerjeno predvsem v delovne naloge ali tudi projekte, ki so povezane z umetno inteligenco, fiziko in biologijo. Poleg tega nudi tehnično podporo uporabnikom ter sodeluje pri koordinaciji in izvajanju projektov v okviru HPC Vega. Zdaj, predstavil bo slovensko tovarno umetne inteligence, na kateri, bom rekel, kar zdaj že nekaj časa delamo, torej vsi z vsemi partnerji, ne? In na to še tudi manj znane vidike strojnega učenja, ki se uporabljajo v sklopu znanstvenih projektov na Izumu, ne? V Izumu so me rekli pravilno. Ja. Tako da, Darin, izvoli. Najlepša hvala. Jaz sem Darin Lah. Čakaj, zdaj pa mislim, da je to treba nekako usposobiti. Ja, ok. Najlepša hvala, jaz sem Darin Lah, razvijalec v sektorju za superračunalništvo pri Izumu in danes vam bom na kratko predstavil naše delo na področju superračunalništva, umetne inteligence in raziskovalnih projektov, ki se trenutno izvajajo na superračunalniku Vega. Torej, najprej nekaj besed namenim Izumu. Torej, Izum je javni infrastrukturni in raziskovalni zavod s približno 130 zaposlenimi, 9 od tega nas je zaposlenih za superračunalništvo. Ključna področja delovanja Izuma so COBIS, ki ga mislim, da vsi tukaj poznamo, SICRIS, smo pa tudi
UNESCO regionalni center za knjižnične informacijske sisteme in Izum je pa tudi član konzorcija Slink, torej slovenske superračunalniške mreže, v sklopu katere skupaj z HPC eksperti Inštituta Jožef Štefan in Arnesa skupaj skrbimo za podporo raziskovalcem in omogočamo dostop do visoko zmogljivega računalništva v Sloveniji. Naj še na kratko samo opišem naš superračunalnik, torej HPC Vega. To je v bistvu prvi operativen sistem, HPC sistem v družini Euro HPC Joint Undertaking. Je v produkciji od aprila leta 2021 in ima zmogljivost 6,9 petaflopsov, sestavljen je iz 1020 vozlišč in ima na voljo približno 18 petabajtov velikega shranjevanja in še potem 1 petabajt hitrega shranjevanja. Zdaj pa si mogoče mislite, zakaj bi se dejansko sploh uporabljal superračunalnik. Ja, superračunalnik v bistvu uporabljamo takrat, ko potrebujemo izjemno računsko moč ali pa imamo posla z ogromno količino podatkov in želimo te podatke čim hitreje obdelati. Torej, klasičen primer recimo takšnih simulacij, ki jih zaganjamo na superračunalniku, je recimo napoved vremena. Torej, meteorologi zaganjajo svoje modele in simulacije za napoved vremena na superračunalniku, saj je vreme tudi zelo kaotičen sistem, kjer že zelo majhne spremembe v parametrih lahko v bistvu spremenijo napoved in zato je ključno, da imamo čim večjo računsko moč na voljo. Torej, na Vegi se zaganjajo tudi razne druge simulacije, kot so simulacije morskih tokov, gozdnih požarov, potresov in številnih drugih naravnih pojavov. Potem na področju fizike, ki je v bistvu meni najbližja tematika, saj sem tudi fizik po izobrazbi, raziskovalci zaganjajo razne simulacije in modele na področju astronomije, na področju fizike delcev recimo na velikem hadronskem trkalniku. Na Vegi se tudi preučuje z raznimi simulacijami temno snov, supernove, planeti, eksoplaneti in analizirajo velike količine podatkov od vesoljskih sevanj in gravitacijskih valov. Tudi biologija ima svoje mesto v superračunalništvu, torej na biološki strani se raziskovalci zaganjajo svoje modele in simulacije za modeliranje raznih mehanizmov, bioloških sistemov, proteinskih struktur, bolezni, uporablja se tudi pri razvoju in odkrivanju zdravil in pri številnih drugih podvejah biologije. O tem še tudi malo več kasneje, ker je tudi naš interni projekt tesno povezan z biologijo. Torej, če hočemo ali nočemo, pa je vedno bolj prisotna v našem življenju umetna inteligenca. Torej, tukaj pa so superračunalniki v bistvu že nujna infrastruktura in ker so nujno potrebni tako za treniranje kot tudi za inferenco raznih modelov umetne inteligence. Torej, primeri modelov umetne inteligence so recimo za avtonomno vožnjo, za prepoznavanje govora in obrazov, tudi za prepoznavanje raznih posnetkov in slik, deepfake posnetkov in slik, če ste že slišali slučajno za njih. Uporabljajo se pri razvoju robotike in pri številnih drugih modelih strojnega učenja. Vedno bolj prisotno pa je v našem vsakdanjem življenju tudi uporaba velikih jezikovnih modelov, najbolj znani izmed njih je trenutno ChatGPT. Zdaj pa še nekaj o financiranju Vege. Torej, celotna investicija v približno 5 letih je nanesla približno 33 milijonov evrov. Ta sredstva so bila zagotovljena iz kohezijskih sredstev, iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in iz evropske iniciative Euro HPC Joint Undertaking. In ker je Vega tudi delno evropski superračunalnik, vidimo, da so tudi kapacitete razdeljene na 35% evropski del in 65% je namenjeno slovenskim raziskovalcem. Zdaj pa še nekaj o našem internem projektu, ki ga vodi dr. Žiga Zebec, moj sodelavec, in se imenuje AI Zyme, torej strojno učenje za encimski mimikri. In v sklopu tega projekta v bistvu s pomočjo umetne inteligence generiramo nove encime, ki posnemajo funkcijo obstoječih encimov. Kot primer za proof of concept smo mi vzeli
primer turbopetaze, ki je encim, ki razgrajuje plastiko. Zdaj, kako to deluje v praksi? Torej, imamo razne modele umetne inteligence, ki so tukaj noter inkorporirani. En je, najprej s pomočjo difuzijskega modela v bistvu ustvarimo strukturo brez neke sekvence aminokislin. Za to strukturo potem napovemo sekvenco s pomočjo globokega učenja in na koncu še tej sekvenci napovemo strukturo s pomočjo programa AlphaFold, ki je v bistvu modificiran transformer. In tako dobimo popolnoma nov encim, ki je popolnoma generiran z umetno inteligenco. Potem, ko imamo ta novo strukturo, pa v bistvu vzamemo ta referenčni model turbopetaze, ki razgrajuje plastiko in to novo strukturo, ki je generiran z umetno inteligenco in ju v bistvu prekrijemo in pogledamo, kako dobro se ujemata. In boljše kot je ujemanje, bolje bo tudi posnemalo, ta novi encim bo bolje posnemal tudi funkcijo našega referenčnega encima in torej razgrajeval plastiko. Predvsem je pomembno, kako se ujema na teh aktivnih mestih, ki so na tej sliki označeni z rumeno in modro. Potem od tukaj izlučimo v bistvu najboljše kandidate in jih pošljemo v laboratorij za testiranje in ti se bodo ravno zdaj v kratkem, mislim, da testirali, torej najboljši kandidati, ki so ustvarjeni popolnoma z umetno inteligenco. Z umetno inteligenco se ukvarja tudi moj sodelavec Teo Prica, ki v sklopu svojega doktorskega študija v bistvu preučuje, kako se da izkoristiti diferencialno evolucijo za optimizacijo hiperparametrov raznih modelov strojnega učenja in na to tematiko je tudi objavil članek v reviji Mathematics. Teo pa tudi raziskuje razne optimizacijske tehnike za natančno in fino nastavitev malih jezikovnih modelov, torej za fine tuning, če ste že slišali za izraz. Torej, skupaj z sodelavci sodelujemo pri raznih mednarodnih projektih, kot je recimo EUMaster for HPC, Epicure, Intertwin, Smash in Slive, ki je čisto novi projekt. Tukaj vidite na tabeli, da z modro so označeni trenutno tekoči projekti, Intertwin, ki je označen z rumeno, se je ravno zaključil, z roza pa so označeni projekti, ki so trenutno še v procesu odobritve. Torej, skupaj sodelujemo v programih povezanih z evropskimi tovarnami umetne inteligence, med katere tudi spada naša slovenska tovarna umetne inteligence Slive. In v sklopu te slovenske tovarne umetne inteligence v bistvu bomo vzpostavili celovit ekosistem tako izobraževanja kot tudi razvoja na področju umetne inteligence in to po celotni črti vse od študentov do raziskovalcev in do podjetij. Torej, cilj je, da se čim bolj celovito izobrazi in razvije to področje tudi v Sloveniji. Tukaj smo IZUM koordinator, sodelujemo pa z 9 drugimi partnerji, ki so vidni tukaj v tabeli. In zdaj za konec še naša največja novost, torej HPC Vega 2, novi superračunalnik, za katerega v bistvu objekt je že postavljen v bližini elektrarne Mariborskega otoka. Torej, moč tega novega superračunalnika bo približno 110 petaflopsov skupaj, kar je več kot 15-krat močnejše kot trenutni superračunalnik. Vse skupaj pa bo superračunalnik stal približno 125 milijonov evrov, skupaj z tovarno umetne inteligence, torej 135 milijonov evrov. Na tej časovnici pa lahko še vidite, da se bo v bistvu instalacija tega superračunalnika začela naslednje leto. Zdaj za konec pa še nekaj aktualnih slik. To mislim, da so slike še iz poletja. Torej, ta stavba se postavlja pri elektrarni Mariborski otok. Zdaj pa še nekaj novih slik. Tukaj pa so že gradili tudi okna in začeli urejati notranjost. Torej, ko bo to postavljeno, se bo začel graditi podatkovni center, ko bo to zaključeno, pa potem tudi inštalacija novega superračunalnika. Hvala za pozornost. Ja, Darin, hvala za tole predstavitev. Zdaj v nadaljevanju bi pa rad tudi na kratko predstavil naslednjega govornika
in sicer Urban Golob, je od leta 1999 zaposlen v Centralni ekonomski knjižnici, ker deluje kot urednik digitalnih vsebin, ukvarja se z razvojem inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih orodij za podporo uporabnikom in izboljšanje knjižničnih storitev. Njegovo delo vključuje tudi uvajanje generativne umetne inteligence v vsakodnevne delovne procese ter pripravo vizualnih in besedilnih vsebin s pomočjo sodobnih orodij za umetno inteligenco. Drug sogovornik je pa Jure Brešar. On je pa od leta 2022 zaposlen v Centralni ekonomski knjižnici, ker aktivno podpira raziskovalno dejavnost. Njegovo delo obsega upravljanje institucionalnega repozitorija, izvajanje bibliometričnih analiz ter zagotavljanje dostopa do elektronskih znanstvenih serijskih publikacij za raziskovalce in študente. Zdaj, če prav razumem, ona sta pravzaprav vaša kolega v večini. Tako da predstavila pa bosta praktične primere uporabe umetne inteligence v knjižnicah, ki prispevajo k optimizaciji notranjih procesov in izboljšanju uporabniške izkušnje. Tako, zdaj pa predajam besedo. Izvoli, Urban. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je kolega omenil, moje ime je Urban Golob, v Centralni ekonomski knjižnici sem urednik digitalnih vsebin. Zdaj v tem predavanju vam bova s kolegom predstavila predvsem tako imenovano generativno umetno inteligenco. V prvem delu bom jaz pokazal, katera orodja uporabljamo pa za kakšen namen. V drugem delu bo pa Jure predstavil čist en svoj konkreten izziv, ki se ga je lotil, in sicer programiranje. Zdaj, zakaj sploh umetna inteligenca v knjižnice? Ne samo v knjižnice, ampak navsezadnje se zdaj umetna inteligenca utira v veliko področji. Skratka, v knjižnicah pa lahko rečemo, da spreminja način iskanja in uporabo informacij, dviguje učinkovitost in kakovost storitev, ustvarja nove inovativne vsebine, naj si bojo besedilne, glasbene oziroma zvočne, slikovne, in omogoča tudi nov način komuniciranja in predstavitve informacij. Zdaj, zakaj v CEK uporabljamo umetno inteligenco? Predvsem optimiramo delovne procese in avtomatiziramo določene ponavljajoče naloge. Na ta način dvignemo učinkovitost in tudi kakovost storitev. Ustvarjamo, lahko rečem, inovativne vsebine, tako besedilne, vizualne, zvočne, z uporabo generativnih orodij. Iščemo pa seveda tudi nove načine komuniciranja in predstavitve informacij. Eden izmed projektov, ki smo se ga lotili dosti malo po tistem, ko je prišel ven ChatGPT, je bila spletna soba pobega, ki je v bistvu imela velik odziv tudi v tujini, ki je bila kreirana s pomočjo generativno umetne inteligence, se pravi, slikovni material smo generirali z generativno umetno inteligenco, tekst pa potem, se pravi, s ChatGPT-jem. Zdaj, katera orodja uporabljamo? Kar se tiče velikih jezikovnih modelov, zdaj našteti so po pogostosti uporabe, se pravi največ ChatGPT+, Perplexity AI in pa Claude. Se pravi, te velike jezikovne modele uporabljamo predvsem za delo z besedili, naj si bo pisanje povzetkov, generiranje novih testov, pisanje novic, prevajanje, pisanje e-mailov, pa potem za analizo različnih dokumentov. S ChatGPT-jem in Perplexity smo optimizirali kodo HTML in CSS, na katerih bazirajo naši vodiči, se pravi od SpringShare, LibGuides, verjetno jih poznate. Kot rečeno, bo Jure predstavil programiranje v Pythonu, večkrat smo si pa že rešili tudi ogromno časa, če smo imeli kakšen 150 plus slajdov dolg PowerPoint in je bila za popraviti napaka. V vseh teh 150 slajdih smo to enostavno naredili z makrojem, ki nam ga je ChatGPT generiral in tako tisti popravek naredil v parih sekundah.
Zdaj, kar se tiče generiranja slik, zopet po pogostosti uporabe, naj sam izpostavim, jaz tukaj ne reklamiram nobenih od teh orodij, ogromno jih je, eni so se pač obdržali, prihajajo novi, tukaj je potem že tudi stvar osebnih preferenc, kaj želite, na kak način želite, skratka. Midjourney, sem prepričan, da ga poznate, pred kratkim je prišel, se pravi od Googla model Nano Banana, prvi model, ki je omogočil, da obstoječo fotografijo lahko dodelate na način, brez da bi vam generiral novo. Skratka, zelo uporaben za generirati fotografije, za restaurirati fotografije, različne montaže, skratka ena taka konkurenca Adobe Photoshopu, ki pa se je odločil za sodelovanje in ta model, se pravi Nano Banana, vključil tudi v Photoshop, tako da ta generativna opcija, se pravi generirati slike, obstaja tudi v Photoshopu s pomočjo modela Nano Banana. Potem ideogram, občasno tudi ChatGPT za kakšno sliko in pa v Canvi se tudi pojavlja oziroma je na voljo opcija generiranja slik s pomočjo AI-ja. Zadnja stvar, ki smo jo preizkusili in se je izkazala za zelo uporabno, je tudi Googlov model Notebook LM, ki ga uporabljamo za pisanje povzetkov, delanje miselnih vzorcev in pa zadeva je fenomenalna, ker mu vi lahko pač date noter neke vire, ne si bojo to članke, video povezave, video vsebine in ta model vam na podlagi teh vsebin potem generira podcast, se pravi, dobite ven MP3 zvočen zapis dveh voditeljev, ki sta seveda AI, ki se o tej vsebini pogovarjata. Skratka, ta stvar je dosti uporabna pri podjetnikih, ker si naložijo določene vsebine, jim ni pač treba prebirati in si zadevo lahko pač dajo kot opcijo za poslušati med vožnjo ali kakorkoli. Zdaj, kako širimo oziroma kako prenašamo znanje in sicer na dveh ravneh. Treba se zavedati, da te novi modeli, nove aplikacije prihajajo tako zelo pogosto in je treba biti kar ažuren, če nočete zamuditi kakšno stvar, je treba spremljati. Skratka, naš namen je, da pač dvignemo pismenost in da pač uvedemo najboljše prakse v knjižnice, seveda pa s poudarkom na varni, odgovorni in pa učinkoviti rabi umetne inteligence. Se pravi, imamo interna in zunanja izobraževanja. Skratka, v našem nadstropju so pisarne tudi relativno dosti blizu in jaz, če kakšno zadevo odkrijem, grem kar dosti hitro deliti navdušenje, če pač odkrijem kakšno novo uporabno zadevo in si tako na ta način tudi sproti delimo dobre prakse. Začeli smo s kratkimi internimi delavnicami, ki jih bomo pač nadaljevali tudi v naslednjem letu. Zdaj zunanja izobraževanja pa so delavnice v NUK-u. V NUK-u je bila ta delavnica, se pravi uporaba umetne inteligence v knjižnicah, delavnica, ki je bila največkrat ponovljena v zgodovini NUK-a, vsaj tako informacijo so mi dali. Pa potem izvajam delavnice v mladinski knjižnici, mestni knjižnici Ljubljana, pred kratkim pa je bila tudi krajša šola uporabe umetne inteligence za Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Zdaj kaj, bi lahko tako rekel kot en tak zaključek, se pravi, hočemo nočemo, umetna inteligenca postaja ključen del tudi knjižnic, sodobnih knjižnic. Zaradi nenehnega razvoja je treba biti nujno ažuren in spremljati novosti in pač to znanje potem tudi prenašati. Pa še enkrat bi poudaril cilj, se pravi varna, odgovorna in učinkovita raba umetne inteligence, ki izboljšuje knjižnične storitve in navsezadnje uporabniško izkušnjo. Tako da na tem mestu pa predajam besedo kolegu Juretu Brešarju. Hvala.
Dober dan, še z moje strani. Mogoče preden začnem, bi samo omenil, da jaz sem sicer uporabil umetno inteligenco za programiranje, nisem pa programer po izobrazbi. Sem japonolog in moje edino srečanje s programiranjem je bilo v bistvu kakšna 4 leta nazaj, ko sem naredil en spletni tečaj Pythona za čiste začetnike. Se pa da tudi s takim nivojem znanja kar veliko doseči za uporabo umetne inteligence pri programiranju, kot boste videli. Se pravi, mi na ekonomski fakulteti kar pogosto uporabljamo SICRIS za razne bibliometrične analize, za akreditacije, za naprimer sprotna poročila. Je pa res, da SICRIS omogoča izvoz podatkov samo v formatih XML ali HTML. Za te naše potrebe bi pa nam najbolj prav prišel na primer Excel. Specifično sem začel s tem projektom lani, ko smo za eno akreditacijo potrebovali smo v Excelu seznam člankov zadnjih 5 let, vseh znanstvenih člankov, kar je več kot 1000 člankov, in včasih smo to delali na roko. Jaz sem takrat prišel na idejo, da bi mogoče lahko napisal kodo z uporabo umetne inteligence. In najprej se pravi, kar smo potrebovali, je v Excelu navedek, se pravi v obliki APA, potem tipologija dela, doji in leto izida. Najprej sem poskusil v ChatGPT kar napisati navodilo, naj naredi program v Excelu, ki bo to delal, se pravi, ki bo iz XML do tega, ki jo lahko dobimo iz SICRIS-a, uspešno zapisal Excel datoteko s temi podatki. Ampak to sploh ni delovalo, ni me razumel, nisem niti prišel do tega, da bi zapisal kakršnokoli Excel datoteko. Zato sem se odločil, da bom sproti oziroma postopoma skušal ChatGPT-ju predstaviti to XML datoteko in sem se tega lotil počasi. Se pravi, najprej, ko sem mu dal navodila, sem začel s tem, naj samo izpiše vse naslove in vsa leta izida iz te datoteke, vseh člankov. In prvi rezultat je bil to, se pravi, vse članke je navedel kot enake in za vse isto leto izida. Potem sem jaz to napako opisal, sem pač povedal ChatGPT-ju, kaj se dogaja, in on je modificiral kodo. Se pravi, jaz nisem napisal niti ene vrstice kode sam in je tudi odkrito povedano sploh ne razumem, ampak vseeno pa deluje. To je bil potem naslednji korak. Tu sem recimo prišel do točke, ko je že pravilno izpisoval naslove, ne vem, upam, da se vidi, so pa pač leta izida čisto napačna. Jaz sem potem v beležki pogledal v to datoteko XML in sem gotovil, da je namesto let izida, se pač člankov, je imel prvo leto izida revije in sem to potem tudi napisal v ChatGPT. Se pravi, zmerno sem se trudil, da sem mu čim več povedal in postopoma se je stvar pač izboljševala. Tu sem že prišel do tega, da je pravilno avtorje navajal, naslove in tako naprej. Potem sem prišel do te točke, tu je zdaj še sestavljen celoten navedek v obliki APA in če vas slučajno zanima, tako pa zgleda koda, upam, da se vidi. Ni zelo dolga, samo za občutek. In na tej točki sem se potem lotil izvoza v Excel. Mislil sem, da bo to precej težji del, ampak se je nekako izkazalo, da je to šlo precej hitreje kot tisti prvi del. Mislim, da se je tudi pač sam ChatGPT naučil, kako je datoteka strukturirana in je vse skupaj potekalo precej hitreje. Najprej, ko sem skušal dodati povezave v ta stolpec z doji linki, je to kar delovalo v prvem poskusu, sem samo napisal, če bi lahko dodal povezave in je šlo. Na koncu sem uspešno ustvaril program, ki to pretvori v
Excel, to je, vem, da se tu nič ne vidi, ampak samo za občutek pokažem, kako dolga je ta koda. Zadnji korak pa je bil, mi smo želeli, da bi se imena naših avtorjev, se pravi teh, ki so zaposleni na ekonomski fakulteti, tudi obarvala z rdečo in krepko. In ko sem to poskušal narediti s kodo, mi je uspelo samo celotno celico pobarvati rdeče in krepko. In po par poskusih mi je ChatGPT kar sam rekel, da to v Pythonu ne bo šlo in mi je predlagal uporabo VBA makroja, ki izgleda takole. Zdaj, tu se je pojavil en nenavaden problem, sicer je zadeva delovala, ni pa, ampak zdaj vi ne poznate naših profesorjev, ampak tu v resnici niso vsi obarvani in izkazalo se je, da je tale makro, ko ga skopiram v Word, se šumniki, oziroma ne vsi šumniki, š in ž so se pravilno skopirali, č in mehki č pa ne. Če slučajno kdo, ki kaj ve o programiranju, bi zna to razložiti, bi vas lepo prosil, da mi poveste, zakaj se je to zgodilo. Ampak ja, potem sem pač to moral ročno popraviti v tej kodi, ampak potem sem pa zadevo lahko shranil tako, da je pač ostala. Se pravi, če zaključim, ChatGPT je zagotovo zelo uporaben za programiranje, ampak in tudi z zelo osnovnim znanjem Pythona se lahko marsikaj doseže, je pa potrebno biti res potrpežljiv in pač natančno opisovati vse, kaj se dogaja in potem se pač lahko pride do takih rezultatov. To je bilo pa z najne strani to, najlepša hvala. Ja, torej hvala obima govorcima za tole predstavitev, zanimivo predstavitev. Sedaj pa mi dovolite, da podrobneje predstavim še profesorja dr. Domna Mongosa, ki je redni profesor na FERI-ju in je tudi vodja laboratorija GEMA. Zdaj njegove raziskovalne aktivnosti naslavljajo izlivanje heterogenih geoprostorskih podatkovnih virov in tokov za razvoj prostorsko ozaveščenih metod in aplikacij umetne inteligence. V svoji akademski karieri je prejel več nagrad za svoje znanstveno in pedagoško delo, med drugim ga je Inštitut za Podonavje in Srednjo Evropo razglasil za mladega znanstvenika Podonavja. V letu 2015 pa je prejel tudi nagrado IS, to je v bistvu nagrada Inštituta Jožef Stefan, za tekoče delo na področju informacijske družbe s projektom 3D relief Slovenije. Domen je z ekipo takrat ustvaril oziroma razvil celovito programsko infrastrukturo za obdelavo 3D podatkov zemeljskih opazovanj, to je imenovano G-LIDAR, s katero je bil izveden nacionalni projekt zajema 3D površja Republike Slovenije. Univerza v Mariboru mu je podelila tudi nagrado za prispevke k znanstveni odličnosti univerze, kakor tudi nagrado za prenos znanja in sodelovanje z gospodarstvom. Tako Domen nam bo danes povedal več o presežku pri razvoju humanistike in kulturne dediščine z umetno inteligenco. Domen, the floor is yours. Hvala za to. Nekatere zadeve, o teh sem že jaz pozabil. Hvala, da ste me spomnili. Ja. Dobro, to je načeloma gre za en projekt ARIS-a, velik raziskovalni projekt ARIS-a, vezan na integracijo umetne inteligence v študije, recimo humanistike in kulturne dediščine. Ampak preden da grem do tega nivoja, bi vseeno rad nekako se navezal na COBISS in povedal, zakaj mislim, če smo prej govorili, kako je umetna inteligenca lahko uporabljena za delo, tudi v knjižnicah, bi jaz šel en korak naprej pa rekel, na kak način je lahko COBISS postane naslednji korak ali pa velik pripomoček pri razvoju umetne inteligence. Ne nazadnje vsi vemo, da umetna inteligenca je točno tako dobra, kolikor so dobri podatki. In brez dostopa do podatkov si nikakor ne moremo predstavljati nobenega modela, da bo kakorkoli deloval. Danes pa se vsi zelo pogosto srečujemo s tole sliko, ki jo vedno rad predstavim, zato da
orišem približno stanje podatkov, ki jo imamo danes v bolj ali manj povsodno. To je konkretno sicer analiza podatkovnih tokov, ki tečejo med različnimi organi vlade, javnega sektorja, v izmenjavi podatkov za razna priporočila. In kaj hitro vidimo, da v bistvu vsi delijo podatke z vsemi in vsi uporabljajo podatke od vseh. Zelo preprosto. Na kak način poteka izmenjava podatkov? Vedno poteka na tak način, da je nekdo nekoga po telefonu pokliče, čuje, a imaš ti to, pa oni mu pošlje na maila, pa nekaj je tam na enem portalu, pa ne vem, neki se pripravljajo FTP, strežniki, kamor nekdo dostopa. V glavnem rock'n'roll je, čez celo zgodbo in ti podatkovni tokovi so vedno ustvarjeni bili ad hoc, zelo preprosto, zaradi tega, ker je pač vsaka inštitucija zase razvijala svoje sisteme, svoja podatkovna skladišča in tako naprej. In iz tega vidika je Evropska komisija začela z eno inicijativo, ki jo pravimo podatkovni prostori. Ta inicijativa je danes v novi strategiji umetne inteligence v Sloveniji blazno poudarjena, blazno se poudarja podatkovne prostore. Zakaj? Zaradi tega, ker so namenjeni ravno v rešitvi te težave, težave izolacije podatkovnih virov, ki jih imamo all over the place. In na kak način naj bi ta zadeva potekala? Zelo pogosto pride namreč do te zmešnjave, da ljudje slišijo podatkovni prostori, pa mislijo, da so to kar podatkovna jezera, pa podatkovni viri. Niso. Podatkovni prostori so umestna infrastruktura, ki omogoča, da lahko skozi eno točko iščete po različnih podatkovnih virih. Verjetno že vidite hitro relacijo na to, kar COBISS dela, korelacijo s tem, ampak tu res govorimo o tem, da se lahko preko ene točke, bom rekel, programsko pogovarjamo in iščemo vire po različnih naslovih. Ideja zgodbe je iz mojega vidika zelo smiselna, saj je zelo fokusirana na ponudnike podatkov. Prepogosto smo se v preteklosti ukvarjali s tem, da smo si želeli na nek način harmonizirati podatke, ki jih ponudniki nudijo, in kar je pomenilo prevelike stroške za ponudnike podatkov. In jaz poznam par primerov, kjer so zaradi specifičnih iniciativ velike institucije enostavno rekle, jaz raje plačujem kazen, kot da grem investirati, ker me toliko drago pride investicija v harmonizacijo podatkov. Tukaj gremo ta korak čez in pravimo, dajmo upolnomočiti ponudnike podatkov, da ponujajo podatke takšne, kot jih imajo. Vse, kar je potrebno na strani ponudnika podatkov, zagotoviti je, da zagotavlja ta nek konsistenten dostop do podatkov in zagotavlja kvaliteto podatkov. Predvsem kvaliteto metapodatkov. Če imamo dovolj dobre metapodatke, lahko potem vsak uporabnik podatkov zelo hitro izvede harmonizacijo, tako kot so jo kolegi, recimo iz Sikrisa iz XML-a v Excel, takšne zadeve zna danes bolj ali manj vsak že narediti in lahko prepustimo to uporabnikom. Če gremo naprej, na kak način mislimo, da bo ta podatkovni prostor deloval bo približno tako. Tule notri, v centru je tisti federalni katalog podatkovnih virov. To je nekaj, kar lahko danes razumemo kot COBISS. Okrog tega imamo zgrajene ene, temu pravimo podatkovne, recimo temu, ali pa data space konektorje, oziroma konektorje na podatkovni prostor, kakorkoli že pač. Njihova naloga je, da zberejo vse metapodatke o podatkovnih virih, ki jih ima nekdo zadaj, in jih posredujejo v centralni federalni katalog, skupaj z naslovi teh virov. In potem lahko jaz kot uporabnik podatkov se povežem programsko na to preko svojega konektorja, poiščem tisti podatkovni vir, ki mi paše za specifično nalogo, se preko cleaning house-a dogovorim oziroma izpogajam pogodbo o tem, da lahko neposredno potem dostopam do podatkovnega vira. Ideja je, da tudi če je treba plačati podatkovne vire, tudi če imam kakršnekoli IPR, zaščito nad svojimi podatki in tako naprej, je vse nekaj, kar moramo razrešiti znotraj cleaning house-a, kjer sklenemo pogodbo o uporabi in izvedemo plačilo, če je to potrebno. In potem s tem žetončkom, ki ga dobimo, lahko dostopamo do kjerkoli podatkovnega vira in od tam prenesemo podatke k sebi. Okay?
Zdaj, ključna infrastruktura, poleg samega kataloga podatkov, ki danes recimo temu na nekem nivoju jih že imamo nekaj razvitih, moramo verjetno zraven razviti torej še ta sistem za sklepanje pogodb, moramo zraven razviti še te smiselne konektorje in moramo zraven razviti še identity management, pa bomo spravili te infrastrukture v akcijo. Zdaj želim samo demonstrirati na enem zelo preprostem primeru, želim demonstrirati, na kak način je neka taka prototipna zasnova lahko uporabljena za relativno zabavne študije. Okay? In tukaj govorimo res o tem projektu, kjer izvajamo eno serijo različnih študij, ampak v resnici, kaj želimo razviti ali pa kaj želimo prototipirati, je neki katalog, potem dataspace konektorje, potem nad tem neko umetno inteligenco za analizo slik in tekstov in podobnih zadev in potem vizualizacijo in interpretacijo podatkov skozi neki geosistem, neki zemljevidek, kjer se nekaj prikazuje. In kakšne študije v resnici delamo? Ideja je, da imamo 3 pilotne študije. Ena pilotna študija pravi, da gremo identificirati stanje v družbi v trenutku in prostoru. Okay? Torej se postavimo v neki čas, kadarkoli v zgodovini in gremo pogledati, kaj lahko je vseh podatkovnih virov, ki jih kjerkoli najdemo, zberemo na kup in na kak način analiziramo, kako je bilo tisto stanje. Naslednja je, če imamo enkrat stanje, kako lahko napovedujemo razvoj stanja naprej, kar v resnici pomeni ali pa kar lahko privedemo v neko preventivno konzervatorstvo, ali pa prediktivno konzervatorstvo, kjer izvedemo simulacijo, kako bo nekaj degradiralo, recimo, pa iščemo najboljšo rešitev, da preprečimo to je eno. Drugo pa, če smo v nekem trenutku, kako lahko naredimo napovedovanje za nazaj in v bistvu izvedemo restauratorstvo. Okay? V danem trenutku se bom res skoncentriral zgolj na prvo razumevanje trenutka nekoč v času, kjer imamo recimo dve taki študiji, ki nas zanimata, pa znate biti zabavni. Ena je razumevanje vloge ženske nekje med prvo in drugo svetovno vojno v različnih krajih, v različnih lokacijah po svetu. Ideja zgodbe je, da vzamemo vse časopise iz neke lokacije, kjer so bili izdani, gremo analizirati slike, recimo, teh, ki so bile v časopisih, prepoznavamo, kje so ženske, kje so moški in potem lahko iz tega ven razvijamo eno serijo objektivnih metrik tega, kar se je dogajalo. Eno so recimo neke metrike, če imamo razpoznane ženske, moške, lahko zgradimo grafe povezav med njimi in začnemo gledati, kaj je centralna vloga, čigava je centralna vloga, kako so ostale razporejene okrog in to vrstne zadeve. Na drugi strani lahko gledamo tudi čisto vizualne metrike in gledamo, kakšna je velikost, kakšen je kontrast nekoga pred drugim in podobne zadeve. Dobimo objektivno kriterije, po katerih lahko sklepamo, kaj se je takrat dogajalo. Druga, ki jo pa hočemo delati, je pa vloga Slovencev, ko so migrirali, kako so vplivali na lokalno družbo. Torej, gledati recimo, kdaj so začeli prve biznise delati po Argentini, torej spet gledati časopise, kjer so se začela pojavljati slovenska imena, na kak način so se skozi čas širila ta, ali pa krčila in podobne zadeve, zato da nekako vidimo, kako se tovrstni trendi družbeni gibljajo skozi čas in prostor. Zdaj, samo na hitro, zdaj, čisto vsebinsko nisem zgodovinar, teda interpretacije tega ne znam narediti, lahko samo povem, da smo zdaj v prvi taki res enostavni seriji, mislim, da tam okrog skoraj 1000 virov, 1000 sajtnik iz različnih virov poanalizirali, pa trenutne razpoznave, pa gradnje, pa izračunave objektivnih metrik tam nekje do 90% natančnosti jih lahko danes že naredimo. To je možno zato, ker imamo en katalog, lahko po tistem katalogu brskamo kjerkoli po svetu in pobiramo podatke iz kjerkoli na kup in delamo res masivne analize čez ogromne podatkovne vere. In iz tega vidika, bravo, Kobes, sam tako naprej, hvala. Ja.
Malo, če greš nazaj samo. Ok, ja, tako je, hvala. Hvala Domen tebi za to energično predstavitev, tako kot vedno, zanimivo. No, sedaj pa je prišel čas, ko vstopamo v to našo diskusijo. Zdaj verjamem, da je ta tematika zanimiva in seveda v tem, bom rekel, tem spreminjajočem svetu še kako aktualna. Zdaj najprej bi rad preveril, ali je kakšno vprašanje tukaj v publiki. Prosim vas, da se pač predstavite in poveste, od kod ste in pa seveda komu od nas tukaj je to vprašanje namenjeno. Tako da, izvolite. Pozdravljeni, jaz sem Martina Petan, prihajam iz Centralne ekonomske knjižnice in morda to ni vprašanje, ampak je poziv, če se navežem na to, kar je profesor Mongus predlagal, pa kar je Jure predstavil, mogoče upam, da ni bilo preveč kontroverzno za IZUM, ampak ravno neka pobuda, poziv za povezovanje pač teh baz, ki že obstajajo za te namene, ki jih mi ali pa raziskovalci rabimo. Zato, da jaz kot vodja Juretova, Urbanova lahko njun intelekt, globine in širine pač porabim za nekaj drugega, pa tudi dejansko njun delodajalec plača tisto, kar lahko ona dva doprineseta institucijah pač v tem okolju. Ja, to je sem poziv za IZUM bil nekako. Baza, ki jo imate, je velika, dragocena. Mogoče bi jo bilo treba res na tak način še malo bolj izkoristiti, tudi če gre za minimalne prispevke, kot je profesor Mongus omenil, za kaj takšnega povezovati. Hvala. Ja, hvala za to vprašanje, ki ni vprašanje, ampak je seveda poziv. Ja, seveda bomo to pobudo vašo, bom rekel, si zabeležili in bomo poskušali seveda tudi delovati v tej smeri. Torej, tako da, morda še kakšno drugo vprašanje? Izvoli, Tedi. Hvala. Evangelij Zizuma. Jaz bi gospoda Goloba, oziroma mogoče kar oba, vprašal, nad katerim gradivom v bistvu delate vi vaše analize iskanja, karkoli ste že omenjali, se pravi, skenirate svoje gradivo, ker vemo, da je predvsej malo dostopnega v slovenščini, že digitalnega, full text gradiva, rečemo. Mi imamo ravno zaradi tega tudi nekaj problemov, ampak pač me zanima, kakšne so vaše izkušnje tule, odkot vzamete pravzaprav vire. Ja, jaz specifično samo vzamem podatke iz SICRIS-a, se pravi, pač podatke o delovanju naših raziskovalcev pri teh stvarih, ki jih jaz delam, ne vzamem nobenega drugega besedilnega gradiva. Aha, torej iskanja po kakšnih vsebinah teh potem ni? Ne, v tem primeru ne, to je samo popolnoma iz bibliometričnega vidika. Se pravi, kako dobre so te revije, v katerih objavljajo. Hvala. Hvala za to vprašanje. Morda še se kdo vključi v razpravo? Boštjan, morda imamo kakšno vprašanje na spletu? Zaenkrat ne, mi sporočajo, v redu. No, morda bi potem jaz imel eno vprašanje ali pa mogoče več teh, odvisno od tega našega časa tukaj. Morda najprej za mojega sodelavca Darjana. Katere vrste AI modelov oziroma modelov umetne inteligence se najpogosteje izvajajo na Vegi? In sicer ali gre bolj za klasične nevronske mreže, velike jezikovne modele ali so to bolj znanstvene simulacije? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu na Vegi trenutno se izvajajo, največji delež so znanstvene simulacije in klasične nevronske mreže, pa tudi generativni modeli. Za velike jezikovne modele pa Vega še ni najbolj optimalna, bo pa Vega 2, torej ta novi superračunalnik, ki je trenutno v gradnji, bo dosti bolj prilagojen za velike jezikovne modele, ker bo tudi dosti večji delež procesorskih enot grafičnih, ki so v bistvu nujni za
mislim, nujni, zelo zaželjeni pri velikih jezikovnih modelih. Torej lahko vidite, ne, da je izražena treba potem, da posodobimo našo infrastrukturo. Zdaj mogoče eno vprašanje tudi za vas, za tebe, no, Urban. Kje vidite največji potencial, pa tudi največjo skrb pri vsakodnevni uporabi umetne inteligence v knjižnični praksi? V bistvu, če začnem s skrbmi, vsekakor je so to tako imenovano halucinacije, ki se še vedno pojavljajo, čeprav zdaj imamo modele, ki navedajo tudi vire, po katerih iščejo oziroma iz kje so pridobili določene podatke. Drugače pa ja, ta etična in moralna v bistvu odgovornost vsakega izmed nas, že da mi tudi neko stvar, ki jo zgeneriramo, to potem tudi ustrezno označimo, se pravi, je to neka slika ali je to tekst. Ja, vprašanje kaj pa kako je samo v tem, da če recimo danes še ni orodja, ki bi naredil to pa to, je tukaj samo vprašanje časa, kdaj bo določena stvar mogoča, ker pač trend razvoja gre relativno dosti hitro. In če smo tako 2 leti nazaj gledali neke videoposnetke, generirano z AI-jem, kjer se je pač očitno videlo, da so to neke anomalije precej močne, imamo danes modele, ki nam zgenerirajo video vsebino, za katero mi ne moramo vedeti, da je bila zgenerirana z AI-jem, in se v bistvu pojavlja dosti teh tako imenovanih fake news, se pravi lažnih novic, predvsem na TikToku je to zdaj trend v zadnjem času, ker šele potem, ko vidiš, koliko je neka vsebina nenavadna, takrat ti naredi klik, da je bilo to generirano, da to ni realno, ampak ja, vse manj je tega, vse manj je teh halucinacij, anomalij, drugače pa ja, odgovorna raba, pa preverjati, pa ne slepo zaupati rezultatom, ki jih dobivamo. Ja, hvala. No, potem bi imel še pa eno vprašanje za Jureta, in sicer, kako si recimo ti prepričal, ali je ta koda, kako vemo na splošno, ali je koda, ki jo predlaga UI res delujoča, ali je treba res dejansko v pravo testiranje pa začeti stvari, bom rekel, zelo podrobno gledati, ali je dovolj, bom rekel, mogoče kakšni drugi postopki, no? Ja, mislim, če koda deluje ali ne, sem preveril tako, da sem jo pognal in to je bil edini način, ki sem ga uporabljal za preverjanje. Zanimivo je bilo, da je ChatGPT delal tudi napake v sintaksi, se pravi, včasih si je uporabljal formule, ki sploh ne obstajajo, take stvari, to me je malo presenetilo, ampak ja, včasih je pač rezultat bil napačen, tako kot sem kazal, najprej je naslove člankov vse kot isto stvar pač izpisal, včasih je, videli ste tiste težave v pač letu izida, takih stvari je bilo veliko. Delal je naprimer, da je kot avtor je navajal tudi vse urednike, ki so bili pri knjigi, pa tudi, ne vem, pri tistih tipologijah, ko so naprimer intervjuji, je navajal snemalca kot avtorja, take stvari. Tako da ja, ko sem tisto datoteko Excelovo gledal, sem moral pogledati, če je vse prav. Ja, mogoče samo še eno dodatno vprašanje, koliko si pa časa porabil dejansko za to, si mogoče kdaj vprašal, ali pa mogoče bi znal kak programer oceniti, ali bi bil programer hitrejši od tega, kar je tebi uspelo? Ja, mislim, da bi programer verjetno bil hitrejši. Jaz sem rabil za to, če se prav spomnim, kak teden pa pol, ampak ne tako, da sem samo to delal, ampak večino pač delovnega dneva pa sem to delal. Je pa zanimivo, da sem rabil precej več časa za ta del, vse to sem že omenil pri predstavitvi, da je samo pravilno pač poiskal elemente in zgradil to publikacijo iz XML do tega, kot pa dejanski zapis v Excel. Jaz sem mislil, da bo to veliko večji problem, pa sploh ni bil. Zanimivo, ja.
No, potem imam še eno vprašanje za Domna. Ja, zdaj, v kontekstu podatkovnih prostorov očitno postaja pomembna vloga podatkovnih katalogov. Torej tudi COBISS Plus je neke vrste podatkovni katalog in vprašanje, ali je tudi podatkovni prostor oziroma kaj mu še manjka, ne? Ja, mislim, moramo se zavedati, da je podatkovni katalog, ne, je mogoče dobra zasnova za centralni podatkovni katalog, ki bi ga podatkovni prostor imel, ampak moramo razumeti, da podatkovni, mislim, da COBISS kot tak je vendarle namenjen ljudem kot uporabnikom. Ne. Podatkovni prostor, ključni uporabnik podatkovnega prostora, ni človek, ampak je program. Ne. In more omogočati storitve na tem nivoju, da jaz iz svojega programčka, ko jaz programiram, ne, iščem po virih po svetu, brez da bi vedel, kje viri te so. In me sploh ne zanima, kje so. Ne. To moram jaz se znati programsko zmeniti s podatkovnim prostorom, da mi vrne ta vir. Zato bi rekel, ne, da gotovo, mislim, zelo pomembno, ali pa, tako bom rekel, drago pri implementaciji takega podatkovnega prostora je predvsem generiranje ustreznih metapodatkovnih shem in metapodatkov, ki bodo omogočili, da to delamo iz računalniškega vidika, ne več iz uporabniškega vidika, če me razumete. Ne. Zaradi tega, ne, jaz mislim, da COBISS je gotovo, ne, en dober korak proti temu, da ustvarimo ta katalog, ne, izkušnje, ki ste si jih nabrali pri ustvarjanju metapodatkovnih shem, pri celi so blazno koristne, ne, in bi bilo treba res pogledati sistematično, koliko lahko to ena na ena preslikamo, koliko je treba še kako dodelavo tukaj poleg dati, ne, in potem, ne, dograditi tiste ostale storitve, zraven, kot smo rekli, identity management, clearing house in pa konektorje. Hvala. Ja. Ja, še jaz bi imel eno vprašanje, tudi za profesora Mongosa. Tudi ste lepo opisali te podatkovne prostore in tudi dejansko njihovo morebitno povezavo s COBISSom, ali pa hipotetično, recimo, ki bi lahko zelo dobro izkoristili. Seveda mi se vsi zavedamo, da COBISS v tem trenutku primarno vir metapodatkov in da pa imamo tudi repozitorije, recimo glavni ta COBISS repozitorij, ki shranjuje full text podatke. Ne? In pri full text podatkih ali pa teh tekstualnih zadevah je zelo velik problem avtorstva. Ne? In tudi vi ste sodelovali, kot ste pokazali pri problemih podatkovnih prostorov z sistemi, ki vsebujejo polne podatke, ni samo tam bilo relational database, ampak tudi repozitorij in tako naprej. Kako ste vi v teh vaših projektih reševali recimo te avtorske pravice? Je to bil kak problem ali je data mining pravzaprav zmeraj dovoljen, če je zadeva na internetu in smo potem s tem rešeni ali če je pod CCY licenco? Vrhunsko vprašanje, ker se mi zdi, da ste zadeli žebljico na glavico, bi rekel. Ne? In je res stvar, ki je nisem omenil. Govorim pa o tej zadevi tukaj gori. Temu pravimo governance model. Definitivno vsakič, ko se pogovarjamo, mislim, poleg tega, da je drago generirati metapodatke, ne, in da zahteva res dosti dela, da jih zgeneriramo, ne, je zelo dosti dela, zahteva pravna ureditev delovanja tovrstnih sistem za samodejno izmenjavo. V resnici, ko govorim jaz v clearing house, v tem sistemu za sklepanje pametnih pogodb, je v bistvu samo implementacija nekega governance modela, ki pa je stvar kupa papirjev, ki ureja pravno in na vse ostale načine, na kak način mora ta izmenjava delovati. Ne? In jaz bi rekel, iz tehnološkega vidika zelo simpel. Ne? Znotraj clearing housea, ko sklenem pogodbo za dostop do podatkov, podpišem izjavo, da bom upošteval, ne vem, bla, kar se tiče IPR-a.
Zelo enostavno. Ne. Problem je, ne, kako pravno to doseči, kako se potem uporabniki ne, strinjajo s tem in te zadeve zravno. To pa je drugi težek del, ne, in verjetno, pa moj občutek je, zakaj danes tega še nimamo na operativnem nivoju in res nimamo. Iskreno povedano, danes, mislim, mi smo naredili mogoče 7-8 prototipov že, enega smo delali celo z Atusom, ki je dobavitelj prejšnjega superračunalnika, ne. Ampak še vedno ne, pa te stvari niso na operativnem nivoju, še vedno danes ne moremo nekje kupiti ali pa downloadati, ne, pa zinštalirati podatkovnega prostora. Ni tega predvsem zaradi tega, ker imamo zelo dosti težav vezanih na ta dva aspekta. Torej, bom rekel, poravnavo podatkovnih shem in pa metapodatkovnih shem, in pa v resnici ne, implementacijo različnih pravnih vidikov znotraj ne, sistema za pametne pogodbe. Upam, da sem odgovoril. Ja, okay. Dejan, če lahko. Ja? Imamo tudi spleta dve vprašanje. Ja. Torej, še enkrat vas pozivam, gostje, ki nas spremljate prek spleta, da kar uporabite funkcijo Q&A in postavite vprašanje. Imamo dve vprašanje za vaše goste. Najprej gospa Mojca sprašuje, pri katerih strokovnih nalogah v knjižnicah bi lahko umetna inteligenca v prihodnosti pomagala? Ali je to katalogizacija, je to iskanje virov, so to priporočila za nabavo in dodaja, da verjetno to pomeni, da se bodo morali tudi knjižničari izobraževati v uporabi umetne inteligence. Ja, jaz bi, če lahko takoj odgovorim na to zadnje vprašanje, vsekakor, ne, vsi se bomo morali izobraževati v smeri umetne inteligence, poskušali tudi razumeti, ampak ja, vprašanje je mogoče na mesto za bom rekel, tiste, ki dejansko počnete stvari v knjižnicah. Ja, lahko mogoče povem, da sem bil pred kratkim na Češkem in tam že uporabljajo umetno inteligenco za katalogizacijo in da poveduje se, da bo katalogizacija tista, ki se bo prva zamenjala z umetno inteligenco, vsaj v tujini sem to slišal. Drugače pa mislim, da se lahko za skoraj vse elemente knjižničnega dela vsaj čez nekaj let začne uporabljati pač umetna inteligenca, ker pač deluje na vseh teh naših področjih, po mojem mnenju. Da še Urban, vi imate kakšno mnenje? Ja, se strinjam. V bistvu vse, kar je bilo vprašanje, se dejansko že lahko počne tudi, ne. Se pravi, tudi imamo orodja, ki so pač namenjena za delo z akademskimi viri, se pravi, imamo iskalnike, ki so podprti z umetno inteligenco in iščejo pač po podatkovnih zbirkah oziroma po strokovnih revijah, tudi na vsezadnje. Tako da tukaj je pomen izobraževanja dosti velik, ne, ker večina knjižničarjev, ki pridejo na pač te tečaje, se pravi umetne inteligence, enostavno ne poznajo širine oziroma možnosti, ki jih umetna inteligenca omogoča, ne, in ja, izobraževati, spremljati ažurno in pa potem uporabljati stvari, ki dejansko koristijo, pač ne uporabljati stvari samo zato, ker jih lahko, ampak da je dejansko nek učinek oziroma neka optimizacija določenega procesa v knjižnici. Ja, hvala. Upam, da smo odgovorili. Ja, ne, imamo še eno vprašanje. Ja, kar izvoli. Kar počasi. Torej, gospoda Tadeja pa zanima, če se bo Vega 2 uporabljala tudi za preverjanje lažnih vsebin v medijskem prostoru. Ja, vsekakor. Darin, boš ti odgovoril, kar izvoli, no? Bom te dopolnil, če... Ja, definitivno se bo. Ja, realno je zdaj takole, ne? Trenutno že zdaj na našem superračunalniku poteka projekt, ki je v okviru, mislim, da Univerze v Ljubljani, Univerze v Ljubljani, in sicer šlo je za en nagrajen projekt, kjer je bila razvita metoda za ugotavljanje deepfake posnetkov. To pomeni, mi imamo danes že modele, sisteme, ki se v bistvu, bom rekel, ugotavljajo, kaj je naredila v bistvu druga umetna inteligenca, ne. To pomeni,
ti deepfake posnetke seveda prepustimo novi umetni inteligenci, novim algoritmom, ki ugotavlja, ali je to narejeno človeško oziroma ali je to narejeno s pomočjo druge umetne inteligence. In verjetno lahko pričakujemo, da bo tudi to na vseh področjih, ker se bo pač poskušalo z drugimi modeli ugotavljati, ali je to umetno oziroma z umetno inteligenco ustvarjeno ali je tisto, kar je naredil človek sam, bom rekel. Da vam tukaj en komentar. Seveda. Izvoli, Domen. Temu pravimo reinforcement learning. In takoj, ko se ena umetna inteligenca nauči prepoznavati, kaj je umetna inteligenca, se ustrezno lahko druga umetna inteligenca nauči nazaj. Bolje fejkati, da ni umetna inteligenca. To je en temeljni princip, po katerem je bil razvit tudi ChatGPT in vsi ostali. Tako da, tu bomo imeli vedno kuro in jajce. Točno tako je, res je. Dobro. Še kakšno vprašanje, mogoče to, izvoli. Mogoče jaz sem samo eno vprašanje, zdaj se smejimo glede teh fake news pa fake data, ampak to je največji problem prihodnosti. Mogoče za Domna vprašanje, vendarle kako zdaj regulirati podatkom, da jih lahko verjamemo. Zdaj se že v znanosti ustvarjajo zelo verjetni podatki, katere potem pa seveda po veliko truda ugotoviš, da so napačni podatki in generirani. In verjetno bo to postalo vse prisotno in seveda, če so naši podatki okuženi, potem jim ne moremo verjeti. Imate morebiti na področju računalništva kakšen sistem, kako to autenticirati podatke, preverjati podatke, čistiti podatke, ne vem, kakšno je razmišljanje v prihodnosti? Mislim, zelo fair vprašanje. Jaz bi rekel, da se tega enostavno ne moremo lotiti na drugačen način, kot pa z regulacijo. Tu notri moramo upeljati zelo jasne sisteme certificiranja, zelo jasne kazni, iskanje odgovornosti in inšpektorate in celo infrastrukturo. Jaz bi rekel, meni je to zelo podobno, kot pa je stvar s hrano. Tudi zato, da hrana pride nekam, mora nekdo zagotavljati, da je ta hrana varna. In če ni varna, ga mora inšpektorat vedeti in kdo bo kudo kazni in bla 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 in bla 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 in bla bla. In na tak način imamo danes razviti cel sistem, kjer lahko sledimo izvoru hrane in tako naprej. In jaz mislim, da to je sistem, ki ga moramo tudi na področju umetne inteligence zgraditi. Cel pravni sistem vezan na to, inšpektorate, karkoli vezan na to, da se bo sistematično delalo. Enostavne rešitve, da bi to kar tak ne priprečili, pa je po moje ne bomo našli. Upam, da sem odgovoril, verjetno nisem odpravil skrbi, ampak... Petruša Miholič z Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Jaz bi se navezala na vprašanje Mojce s spleta. Bolj je komentar, glede na to, da na Češkem že so začeli s katalogizacijo z umetno inteligenco. Me zanima, kako bo pa pri nas, ker s temu ne bomo ubežali, glede pravnih podlag, ali ne vem, kako bi temu rekla, a bojo pravila določena, a bo to NUK sprožil, ali bo to IZUM sprožil, kaj se bo katalogiziralo z umetno inteligenco, ker verjetno moramo o tem zdaj ali pa že včeraj govoriti. Hvala. To je pravzaprav zame zelo težko vprašanje. Morda bo direktor. Načrti so veliki za naslednje leto. Seveda se bo verjetno profesor Mongo z mano strinjal, da je bistveno boljša uporaba ali pa bolj precizna uporaba umetne inteligence, kadar imamo zelo dosti teksta, tako da je to vse skupaj pač odvisno od števila teh dostopnih dokumentov. Sigurno, da se da marsikaj narediti s pomočjo umetne inteligence in seveda tudi tisti proces, o katerem smo prej govorili, iskanja dokumentov, je že danes implementiran s pomočjo Research Assistanta, recimo pri iskanju po tujih virih in tako dalje, to že vsi ponujajo. In tudi v procesu katalogizacije, ampak seveda za različne vire
bomo imeli različne modele, ampak tu se srečujemo z vsem tem, kar smo tudi prej govorili, se pravi z avtorskimi pravicami, z tem, da nekateri dokumenti pravzaprav so na voljo kot full teksti tudi, ne, in se da po njih delati tako imenovani data mining, nekateri ne, in seveda rezultati bodo tudi zelo različni glede na tipe gradiva. Tako da jaz vidim tu dosti možnosti in ja, bomo imeli naslednje leto to v planu in se bomo tudi verjetno kaj združili s profesorom Mongosom, kaj pogovorili, tudi on ima dosti znanja na tem, tako da moramo ugotoviti, kje bi najlažje začeli za zadevo. Ampak jaz, kolikor po informacijah vem, tudi iz NUK-a se zelo močno s to problematiko ukvarja, oni imajo na voljo digitalne originale zaradi pač zakonske podlage, po katerih je možno tudi delati ta data mining, tako da tu se bodo tudi oni sigurno morali in se tudi bodo vključili, ne. Zdaj, kdaj bomo imeli kakšne rezultate, to me pa preveč vprašate. Okay. Hvala. Še kdo? Spleta ne. Spleta nič? Mislim, da vas lahko počasi odrešimo, Dejan. V redu. To pa je super. Torej, hvala lepa vsem za to izjemno zanimivo in celo malce futuristično razpravo. Dejan, jaz si tu pred vsemi dajem dovoljenje, da prednji mi naložimo posnetek tega dogodka na YouTube, da mi lahko z deepfakeom mogoče Brada Pitta spremenite ali pa kaj takega. Lahko bi naredil kako frizuro, ne? Ja, ne vem. Torej, najlepša hvala vsem za tole razpravo, Dejan, hvala tebi. Zdaj je pred nami odmor, tukaj v predverju se lahko krepčate in mogoče obiščete katero od stojnic. Tiste, ki nas spremljate prek spleta, pa prosim, da za nemoteno nadaljevanje tega dogodka v Zoomu preklopite na naslednjo sejo. Torej, vidimo se ob 11. tukaj v dvorani. Hvala vsem. Hvala.